Damir Josipovič prihaja z Inštituta za narodnostna vprašanja. Poglejmo majčkeno prihodnost. Kakšne morebitne rešitve prinaša nova evropska pomlad? Ja, hvala lepa. Vidimo, da se prekariat razrašča, kljub temu, da se zmanjšuje delež brezposelnih, vidimo, da je prekariata čedalje več in ne smemo se slepiti, da ga bo manj, ne bo ga manj. Pod temi pogoji ne, zlasti pod poceni plačanci, ki nam vladajo, ne pričakujemo nemogoče. Lahko pa pričakujemo nekaj, kar lahko tudi sami naredimo. To se da pričakovati. Lahko začnemo pri sebi, lahko začnemo v lastni državi, lahko pa gremo širše. Gremo tako, kot je šel Diem, gremo v Evropo. Evropsko gibanje Diem poskuša z novim programom Evropska pomlad, vsaka aluzija na slovensko pomlad je zgolj virtualna, poskuša pripraviti program in sedaj je to v polnem teku, v 10 točkah. Ena od ključnih tem je tudi položaj delavcev. Če povem samo 3 ključne zadeve, eno je garancija za delo, torej vsak ima pravico za delati, vsak ima pravico do dela, ne govorimo o tem, kakšno delo, vendar vsak ima pravico do dela, po vzoru tako imenovane sheme za mlade, spomnite se jo kot ukrepe, proti krizne ukrepe izpred 5-6 let. Drugi pomemben ukrep je skrajšanje delovnika, trenutno je v igri, če smem tako reči, 35-urni delovnik, vendar univerzalno za celo Evropo. In tretja ključna zadeva je, da se končno začne upravljati z kapitalom, ki so si ga protipravno, nedemokratično prilastili monopoli, zlasti bančni sistemi in drugi oligarhi. To pa bo osnova za neodvisen prihodek, ki se mu reče univerzalna državljanska dividenda. Toliko. Hvala lepa, Damir Josipovič.